V tretjem nadstropju v knjižnici, vaše knjižnice, imate posebno razstavo. Že nekdaj so izhajali časopisi Linhartovi listi in pa Radolčan. O tem prav govori vaša razstava. Lepo pozdravljena. Najlepša hvala, najprej lep pozdrav vam in seveda gledalcem vaše televizije. Torej tako je, knjižnica je živ prostor tudi v teh časih in trudimo se, da bi v knjižnico prinesli čim več življenja tudi z razstavami. Tako da smo zelo ponosni, da lahko razstavljamo utrinke iz teh dveh časopisov. Linhartovi listi izhajajo že skoraj 20 let, Radolčan nekje od leta 2009. Do zdaj je išlo 52 številk Linhartovega lista in pa 16 številk Radolčana. Zdaj po vsebini sta oba lista, ki prinašata utrinke iz zgodovine Radovljice in bližnje okolice, predvsem pa je treba občudovati njihove avtorje, ki so resnični zanesenjaki, kajti to ustvarjajo, raziskujejo, pripravljajo in dajo tiskat seveda v svojem prostem času na svoje stroške, vsake toliko časa, ko izberejo dovolj gradiva. Vsakokrat natisnejo 152 izvodov in jih potem razdelijo, pošljajo zainteresirani javnosti. V Radovljiški knjižnici predstavljamo dva utrinka iz teh Linhartovih listov. En sklop govori o najdbi bronastega meča na sotočju Sav, drugi pa o nastanku pesmi Pegamin Lambergar, za katere vemo, da govori o bližnjih begunjah, o Lambergarju. Skratka, zanimivo branje in vabljeni do konca aprila, da si to razstavo ogledate. Če lahko dodam, imamo razstavo tudi v drugem nadstropju. Ta razstava je posvečena znamenitemu Blažu Kumrdeju, ki je sicer doma z Bleda, vendar je imel na vse Slovence, na vso Slovenijo velik vpliv, zlasti uvedba slovenskega jezika v šole za časa Marije Terezije. To razstavo je pripravil Gorenjski muzej in ponosni smo, da lahko to razstavo ravno tako pogledate v drugem nadstropju knjižnice. Ravno tako do konca aprila. Menim, da razstavi in pa besedam direktorice knjižnice Antona Tomaža Linharta ni kaj dodati, zato le dobrodošli, vam pa hvala. Hvala in vabljeni v knjižnico.